Pozdravljeni. Žal se v letošnjem letu ne moremo tako kot običajno srečati na novinarski konferenci v živo, zato smo se seveda odločili, da se posnamemo in vam posredujemo ta posnetek z vsemi podatki, ki jih običajno prejmete na novinarskih konferencah. Seveda ne moremo mimo dejstva, da je bilo lansko leto zelo posebno. Vsi vemo, da ga je zaznamovala epidemija in ravno tako kot za vse ostale velja tudi za založništvo in knjigotrštvo, da je epidemija zelo močno vplivala na vse, kar se je dogajalo. Žal se je izkazalo, da so slovenske knjigarne bile zaprte več kot 4 mesece v lanskem letu. To je, če ne prav na vrhu, pa zelo pri vrhu med vsemi evropskimi državami, kar sicer pomeni nek čuden signal pravzaprav. V Sloveniji so očitno knjigarne tiste, ki so med najmanj nujnimi trgovinami, da tako rečem, s čimer se seveda v založništvu ne moremo strinjati. Verjamemo, da bi lahko knjigarne bile odprte bistveno več časa, saj vsi, ki smo v knjigarnah pogosto, vemo, da tam pogosto ni gneče oziroma da je gneča precej redek pojav nekaj dni na leto. Tako pa je že 3. mesec pravzaprav vse zaprto. V decembru so bile knjigarne odprte 4 dni. Takrat seveda je bila gneča pred knjigarnami, ker smo znotraj poskrbeli za to, da je bilo vse v skladu s predpisi. Zakaj sem toliko besed namenil vsemu temu? Zato, ker seveda smo morali tudi knjižno produkcijo prilagoditi prodaji v knjigarnah, ki je bila jasno precej manjša kot prejšnja leta. Res je, da je naša spletna prodajalna Emka beležila izjemno visoko rast, vendar je seveda tudi res, da ni mogla nadomestiti vsega izpada v knjigarnah. Zato smo izdali dobrih 11% manj naslovov kot v letu 2018, kar pomeni, da smo na splošnem založništvu izdali skupaj 222 novih naslovov in 110 ponatisov. To je seveda manj kot kadarkoli v zadnjih recimo 15 letih in več. Pokazalo pa se je, da v času, ko so bile knjigarne odprte, je bilo zanimanje za knjigo veliko, podobno kot tudi drugje po Evropi in svetu pravzaprav. Torej ljudje bi z veseljem kupili knjige, vendar jih marsikdaj pač niso mogli enostavno. No, lansko leto je bilo za nas vseeno kar uspešno. Lahko rečemo, da glede na vse, kar se je dogajalo, padec prodaje seveda ni bil tako zelo katastrofalen, ampak seveda, če lahko rečemo, da recimo približno 12% padec prodaje ni katastrofa. Bolje smo se, kot pri prodaji, smo se odrezali pri nagradah. Tako seveda je naša avtorica Louise Glück, katere zbirko Onkraj noči smo izdali pred leti, dobila Nobelovo nagrado. Zbirko smo nemudoma ponatisnili. Ob tem je Simona Semenič za skrivno društvo KRVZ prejela nagrado Modra ptica. Knjiga pa se je uvrstila tudi v zbirko Bele vrane Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu. Andrej Rozman Roza je prejel Večernico za Limuzine in Črkolazen. Suzana Konsut pa je prejela nagrado Prešernovega sklada za prevode francoskih literarnih in teoretskih del. Med drugim je za nas prevedla Kompas, Cono in 7. funkcijo jezika. Če gremo k uspešnicam lanskega leta, začnemo za spremembo recimo pri priročnikih. Med novostmi je na vrhu Modrost starih psov, zdaj nam že dobro znane Eli Radinger. Njena Modrost volkov, ki je šla še leto pred tem, se je do sedaj prodala že v skoraj 8000 izvodih. Modrost starih psov pa je nekje na polovici tega dosežka. Ravno tako druga knjiga iste avtorice Urške Fartelj, 220 stopinj poševno, preprosto in sveže vse leto, je druga po številu prodanih izvodov in po uspešnosti.
Tretja pa je bila knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši, Philippe Perry. Tukaj treba omeniti, da imamo zelo močno backlisto. Tako je lani pravzaprav med vsemi priročniki še vedno bil najbolj prodajan Kako izgoreti Aljoše Bagole, ki je skupaj že presegal 10.000 izvodov. Ob tem recimo je en tak močen naslov še Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka Ranka Rajoviča, in pa seveda Tole bo bolelo Adama Keja. Njegovo naslednjo knjigo smo izdali proti koncu leta in seveda se je tudi zelo dobro prodajala, ampak glede na to, da se ni prodajala prav dolgo, se ni uvrstila prav med prve 3. Pri leposlovju morda začnem z leposlovjem za otroke in mladino, začnem morda z eno tako zanimivo opazko, namreč v epidemiji, ko je praktično vsa prodaja potekala preko spleta, preko Emke, so večino največjih mest zasedale knjige o Harryju Potterju. Kaj pravzaprav to pomeni in kako se stvari razlagati, prepuščam v presojo vam, se mi pa zdi seveda izjemno zanimivo. Saj Harry Potter se vedno dobro prodaja, ampak tukaj je bilo dejansko to izjemno. Seveda se zelo lepo prodajajo tudi vse knjige o Pasjem možu. Veseli pa me tudi, da so bili izjemno uspešni repki. To je knjiga našega reperja Roka Trkaja in dr. Igorja Sakside. Knjiga je izšla šele v začetku decembra in je v prvem mesecu dosegla skoraj 2000 izvodov prodaje, kar je izjemno veliko za tako knjigo. Sicer je knjiga nastajala v uredništvu učbenikov. Zelo lepo pa se je prodajala tudi knjiga 300 zajcev, to so slovenske ljudske pravljice, ki jih je priredila Anja Štefan. Pri knjigah za mladino, poleg Harryja Potterja, seveda je treba omeniti Nepozabne. Knjiga je seveda vzdignila kar nekaj prahu in se je tudi zelo lepo prodala. Pri leposlovju za odrasle morda omenim izjemno lepo knjigo oziroma monografijo Franceta Prešerna, seveda poezije z ilustracijami Valentina Scanjetija. Ta knjiga se je sicer prodajala bolj po direktnih prodajnih poteh in manj po knjigarnah, vendar je naša najuspešnejša knjiga s področja leposlovja lani. Sicer pa so bile na vrhu Sally Rooney z Normalnimi ljudmi. Zadnji 2 knjigi Arta Passiline, Brez njega seveda ne gre, in Jojo Moyes, Dekle, ki si ga zapustil. Morda za konec še zanimivost. Lani smo začeli zbirko Ergo, k temu nas je vzpodbudila prav pandemija. In prva knjiga iz te zbirke, Pavla Giordana, v času epidemije se je tudi zelo dobro prodajala, tako da je bila nekje na 4. mestu med leposlovnimi deli. Toliko za lani, seveda več o programu letošnjega leta vam bosta pa predstavila urednik leposlovja Andrej Ilc oziroma vodja uredništva leposlovja Andrej Ilc in pa vodja uredništva priročnikov Urška Kaloper. Hvala. Dober dan. Življenje že nekaj časa poteka na daljavo in tako bo tudi današnja predstavitev programa leposlovja potekala na daljavo. In ker je to življenje v vseh pogledih nenavadno, bo mogoče malo nenavaden tudi začetek te predstavitve, ki jo bom začel z molitvijo. Gre pa takole. Jezik naš, ki si nam v mislih, za vse na svetu daj nam svoje ime, bodi še naprej naše kraljestvo in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih, kakor na samem, tako tudi javno. Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe in odpusti nam naše napake, kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom, in ne preženi nas v angleščino, ampak nam omogoči čim več dobrega.
Avtor te molitve je Andrej Rozman Roza, s katerim bom tudi začel današnjo predstavitev. Namreč v letošnjem letu bo izšla antološka knjiga, tako imenovani album Andreja Rozmana Roze, Rozimnica, v katero bomo pospravili in naložili vse, kar se je dobrega v bistvu nabralo v opusu tega priznanega avtorja za otroke in mladino, enega najboljših, kar jih imamo Slovenci v zadnjih parih desetletjih. Tako bodo tukaj njegove zgodbe, njegove pesmi, pa tudi druge stvari, ki jih je pač ustvaril za otroke, predvsem za otroke, in brez katerih si v bistvu sodobne slovenske produkcije za otroke tako rekoč ne znamo predstavljati. V knjigi bodo seveda tudi različne ilustracije, predvsem njegovega najzvestejšega sodelavca, ilustratorja Zvonka Čohra. Če gremo naprej z otroškim programom, moram izpostaviti slikanico, ki bo kmalu šla, to je Zajčkova hišica, Anje Štefan in ilustratorke Hane Stupica. To je v bistvu kar tak, lahko bi rekel, dvojni slikaniški dogodek, če rečemo, da je vsaka slikanica Anje Štefan dogodek, pa je seveda tudi vsaka slikanica, ki jo ilustrira Hana Stupica, dogodek posebne vrste. To je v bistvu šele njena zares tretja knjiga in tukaj ste se pač prvi združili z Anjo Štefan in nastala je knjiga, ki je zelo aktualna, ki govori o sobivanju, možnostih sobivanja, ki so in ki jih pa seveda ilustracije Hane Stupica to knjigo zaokrožijo v en tak, kako bi rekel, slikaniški monolit in jo pač postavijo, bi rekel, na zelo vidno mesto v novejši slovenski slikaniški produkciji, tako da je že vnaprej mogoče reči, da bo to eden slikaniških dogodkov letošnjega leta. Pri otroškem programu je treba omeniti še nove knjige Boštjana Gorenca Pižame, Tinke Bačič, Nataše Koncler-Rencuti, Nine Mauch Hrovat in drugih avtorjev. Imeli bomo pa seveda tudi prevode iz tujih jezikov, predvsem bi tukaj upozoril na par slikanic enega najbolj vidnih angleških ilustratorjev oziroma avtorjev, ustvarjalcev za otroke, to je pa Jon Klassen z dvema nagrajenima slikanicama, ki sta povezani. Omenil bom še serijo Trio Golaznikus Andreja Skubica, ki se bo letos zaključila s 7. in 8. knjigo. In če smo že pri serijah, moram seveda takoj omeniti Pasje moža, ki je že zdaj kar nekaj časa v bistvu sodi med najpopularnejše like tudi med slovenskimi bralci in bomo letos pač nadaljevali z izdajanjem teh knjig. Posebnost pa je tukaj, da bomo pa po dolgem času, oziroma sploh prvič, ponatisnili Kapitana Gatnika istega avtorja, se pravi avtor Pasje moža in Kapitana Gatnika je ameriški avtor Doug Pilkey. Posebnost tega ponatisa pa je, da se bo prvič zgodilo, da bodo prvič išle barvne izdaje, se pravi, da se bo pojavil barvni Kapitan Gatnik, da bo pač Kapitan Gatnik, tako kot je Pasje mož v barvah, tudi Kapitan Gatnik zdaj prvi 4 naslovi, sčasoma pa bomo izdali, mislim, da vse iz te serije zelo priljubljene, ki je tlakovala pot Pasje možu. Potem, če gremo kar naprej k mladinskemu leposlovju, bi v prvi vrsti omenil 4 romane, izvirne romane, se pravi slovenskih avtorjev. To so 3 romani, ki so prišli v bistvu v naš program preko zelo posrečene zadnje izdaje te naše nagrade Modra ptica. In to so romani Irene Androjna, Suzane Tratnik in Davorke Štefanec, zelo različni, od realističnega do fantazijskega romana. Potem pa je tukaj še
posebej nov roman tudi zelo priljubljenega avtorja za mladino Vinka Möderndorferja. Pri mladinskem leposlovju bi lahko omenil še prevod romana Terryja Pratchetta, fantazijski roman. Zdaj Terry Pratchett je seveda veliki klasik svetovne fantazijske književnosti za mladino. Tukaj pa bo zdaj šel roman v prevodu Boštjana Gorenca Pižame, se pravi, da mislim, da bo Terry Pratchett končno dobil sogovornika v slovenščini. Potem bi pa omenil še pri mladinskem leposlovju nekaj povsem drugega, to je pa Rejni dnevnik. To je dnevnik, ki je nastal med drugo svetovno vojno. Takih zgodb se ne bomo nikoli naveličali, oziroma jih bomo vedno znova prebirali, ker so pomembne tudi za naš čas. To je poljska vrstnica Ane Frank, nekoliko starejša, 16 let je bila stara ta punca, ki je pač pisala svoj dnevnik v času med drugo svetovno vojno, pa nažalost tudi ni dočakala živa konca druge svetovne vojne. Potem pa je ta dnevnik bil pozabljen, spravljen desetletja in je v bistvu šele pred nekaj leti izšel. Je pa literarno tudi zelo zanimiv, ker je ta punca pisala poezijo, tako da ji to daje dnevniku tudi seveda ne samo dokumentarno, ampak tudi literarno vrednost. Če se potem premaknemo naprej k leposlovju za odrasle, bi pri izvirnem leposlovju moral najprej omeniti v bistvu kar dva albuma, oziroma dve taki spominski knjigi. To sta ob 150-letnici rojstva bo išla knjiga Franca Saleškega Finžgarja, in sicer bo to predstavitev njegove življenjske poti, ki je zelo zanimiva. Poznamo ga seveda tudi kot pisatelja, avtorja Pod svobodnim soncem, če ne drugega. Vendar pa je bil s svojim delovanjem, v bistvu kulturnim in družbenim delovanjem, nekako povezovalec med zelo različnimi plastmi tedanje družbe, tako da je v bistvu ta njegova zgodba še zdaj navdihujoča. Podobno navdihujoča je zgodba Kristine Brenkove. Letos bo minilo 110 let od njenega rojstva. Znamenita urednica Mladinske knjige, ki je tako rekoč ustanovila ukvarjanje z otroškimi knjigami na Slovenskem, pa tudi sama seveda avtorica. Tako da bomo ob tej priložnosti izdali knjigo, ki bo nas spomnila v bistvu na zelo živo poslanstvo Kristine Brenkove, ki se ga moramo spominjati tudi v današnjem času. Pri izvirnem leposlovju bi omenil potem še dva romana, in sicer roman Rozina 100 let slepote, ki že seveda z naslovom malo namiguje na južnoameriški pandan in gre tudi za v bistvu dokaj monumentalno delo sicer neke družine, ki pa v bistvu postaja kar ena taka širša freska. Drugi roman pa je roman Gorana Gluviča, ki je pa bolj humorni razvojni roman. Potem bi pri knjigah, ki so bolj dokumentarne, spominske narave, omenil še knjigo, ki je nastala z izborom iz zelo obsežne dnevniške produkcije igralke Alje Tkačev, ki je že za časa življenja pač se izkazala kot zelo pismena. Se je že takrat pač pisala in so se pač uprizarjale tudi njene drame. Zdaj pa je iz tega njenega dnevniških zvezkov, ki jih je 183 po številu, nastal ta izjemno zanimiv izbor, ki pričuje o njenem življenju, o njenih stikih z družino in soigralci, pa tudi o širši stvarnosti. Tako da zelo zanimiva knjiga.
Druga knjiga iz tega sklopa je knjiga Erike Johnson Debeljak z nekoliko provokativnim naslovom Devica, kraljica, vdova, prasica, ki je mnogo več kot samo navadna knjiga o neki osebni zgodbi, osebni izgubi, saj v bistvu knjiga prerašča kar v eno tako antropološko študijo z navajanjem številnih primerov iz mitologije, in je to delo, ki raziskuje najgloblja vprašanja življenja in smrti in položaja ženske med njima. Potem bi šel še k pesniškim knjigam. Petra Kolška smo najbolj poznali kot zelo dobrega novinarja, odličnega kritika, avtorja številnih antologij, poznavalca slovenske poezije. Nažalost pa je bilo manj znano, da je tudi sam bil zelo dober pesnik in tako bomo, čeprav je izdal kar nekaj pesniških zbirk, sploh v zadnjem desetletju svojega življenja. In tako bomo v letu, ko bi praznoval 70-letnico, izdali knjigo njegovih izbranih, pa tudi še neobjavljenih pesmi, ki nekako Kolška postavljajo na mesto, ki mu gre v sodobni slovenski poeziji. Še nekoga bi omenil, ki je mogoče tudi bolj znan po nekem drugem poklicu, namreč igralka Saša Pavček, skratka prvakinja ljubljanske Drame, je pred desetletjem objavila svojo prvo pesniško knjigo Obleci me v poljub, ki je bila zelo opazna. Zdaj pa je pripravila drugo zbirko z naslovom, zelo primernim za ta čas, Zastali čas, ki je nekako knjiga o obredih poslavljanja in spominjanja. Piše o ljudeh iz svoje bližine, ki jih ni več, pa tudi o soigralcih, ki jih ni več. Skratka, knjiga, ki bo tudi z ilustracijami nekako zaokrožena v zelo zanimivo celoto. Pri izvirnem leposlovju bi omenil še knjigo, ki je že izšla, in sicer v zbirki Kondor na balkonu visoke hiše. Gre za antologijo najkrajše slovenske pripovedi, ki jo je pripravila in uredila Alojzija Zupan Sosič, ki je iz več kot ali pa iz okoli 1000 knjig, ki jih je prebrala, izbrala reprezentativne primere kratke slovenske oziroma najkrajše slovenske proze, se pravi zgodb, ki niso daljše od 3 strani, in tako se je nabralo čez 100, se pravi natančno 102 avtorja z 119 zgodbami. Če bi iskali slogan za to knjigo, bi bil knjiga, ki je nastala 459 let. Namreč to je obdobje, ki razpon od najstarejše zgodbe v knjigi, katere avtor je Primož Trubar, do najmlajše zgodbe, katere avtor je Arjan Pregelj. V uvodnem leposlovju bi omenil najprej mogoče najnovejšo zbirko Nobelovke Louise Glück, ameriške pesnice, Zimski recepti iz kolektiva. To je knjiga, ki v bistvu vsega nekaj 10 pesmi nekako povzema to, kar Louise Glück tako dobro počne že zadnjih 50 let, se pravi, da piše o najglobjih skrivnosti človeške duše, in to počne z nekim takim nezamenljivim glasom, ki v bistvu v pesni posameznikovo izkušnjo na ta način, da v bistvu postane univerzalna. Na ta način v bistvu jo je opisala tudi Švedska akademija, ko je podelila Nobelovo nagrado, in izid njene knjige bo praktično
simultan z izidom te njene pesniške zbirke v izvedniku. Potem letos bomo končno izdali precej dolgo pričakovana nova prevoda Tolstojevega romana Vojna in mir in pa Travniške kronike Iva Andrića. Potem bomo izdali celo vrsto nagrajenih sodobnih romanov, se pravi vegetarijanko korejske pisateljice Han Kang. Potem Vsak od nas biva na tem svetu po svoje, Jean-Paul Dubois, ki je lanskoletni oziroma predlanskoletni nagrajenec, dobitnik Goncourtove nagrade, najvišje francoske nagrade za romanopisje. Naj povem, da bomo izdali prihodnje leto tudi lanskega, se pravi zadnjega nagrajenca te nagrade. Potem bomo izdali zadnjega nagrajenca nemške nagrade za najboljši roman, Saša Stanišić, avtor Bosanskih korenin, z romanom Odkotci. Potem Človeška stvar Karine Tüll, ki je dobitnica tega malega Goncourja, ki ga podeljujejo študentje po svetu. Potem bomo izdali Beograjski blues Gorana Markovića, ki je bolj znan kot režiser. Napisal je pa že nekaj romanov in to je njegov zadnji roman, zelo zanimiva zgodba o času po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji, čas informbiroja, čas Golega otoka, ki je povedana na nek tak filmski in filmični način. Izdali bomo tudi še kar nekaj knjig avtorjev, ki so med slovenskimi bralci dobro znani in priljubljeni, recimo zadnji roman Harukija Murakamija, zadnji roman Muriel Barberi, najnovejši roman, ki je hkrati začetek trilogije francoske pisateljice Leile Slimani, in pa najnovejši roman nizozemskega avtorja, ki sicer piše pod psevdonimom, to je Henrik Run, o tem dnevnik starostnika, ki se pač spominja neki na dosti duhovit način dogodkov iz svojega življenja. Pri komercialnejšem leposlovju bi omenil še dva kriminalna romana, in to sta zadnji roman norveškega pisatelja Joja Nesba, Kraljestvo, in pa peti roman iz serije angleškega pisatelja, ki je v resnici, kot seveda dobro vemo, pisateljica J.K. Rowling, se pravi Robert Galbraith, z naslovom Nemirna kri. Omenil bi pa tudi še začetek izdajanja enega najboljših, novejših angleških avtorjev kriminalnih romanov, Josepha Knoxa. In potem pa samo še za konec, pa nikakor ne najmanj pomembno, končno bo tudi v slovenščini začel izhajati verjetno najvidnejši, novejši avtor fantazijske književnosti. To je poljski pisatelj Andrzej Sapkowski, avtor fantazijskega sveta oziroma fantazijske sage Witcher, ki se je v bistvu začela s knjigami, postala je pa še bolj globalno znana najprej prek igrc, potem pa še v novejšem času prek televizijske serije na televizijskem kanalu Netflix. Tako da to je nekaj v bistvu poudarkov iz letošnjega programa, seveda pa je knjig v tem programu še precej več. Upam pa, da kmalu naše življenje ne bo potekalo več na daljavo in da, če ne drugega, da bodo knjige na prodaj tam, kjer bi morali biti, se pravi v knjigarnah. Hvala za pozornost. Dober dan. Med najbolje prodajanimi knjigami lanskega leta je bilo tudi kar nekaj priročnikov mladinske knjige, za kar smo zelo veseli
in v teh knjigi nenaklonjenih časih tudi ponosni in hvaležni. Tudi letos smo pripravili pester, aktualen in zanimiv program. Pa dajmo začeti kar z domačimi avtorji. Aljoša Bagola je avtor ene največjih uspešnic lanskega in predlanskega leta. Njegova knjiga Kako izgoreti se je prodala v skoraj 10.000 izvodih. Letos Aljoša pripravlja knjigo z naslovom Kako biti srečen in živeti svoj prav. V njej pa na svoj pronicljivi način opisuje, kako je sreča odvisna od tega, da znamo sprejeti in živeti svojo edinstvenost in kako se moramo pravzaprav sprejeti z vsemi svojimi lastnostmi, tudi s temno platjo vred in to udejanjiti. Avtor uspešnice je tudi Miha Šalehar. Duh česa se je prodal v skoraj 6.000 izvodih. Letos pa se bo Miha posvetil moškim srednjih let, saj piše, kot je zapisal sam, duhoviti priročnik za njihovo uporabo, razumevanje in preprečevanje neizbežnega. Ilustracije bo tako kot pri prvencu prispevala Neja Engelsberger. Pred nekaj dnevi smo na knjižne police postavili knjigo mlade slovenske ilustratorke in oblikovalke Vide Igličar, ki v svoji knjigi 100 dni do boljše mene popisuje in tudi ilustrira projekt, ki se ga je lotila, da bi premagala izgorelost in svoje življenje spremenila na bolje. V kratkih besedilih, ki so bila premierno objavljena na Instagramu, kjer je Vida dobila tudi številne sledilce, nas avtorica spusti v svoj intimni svet razmišljanja o sebi in svetu, v beležniškem delu pa k aktivni spremembi povabi tudi nas bralce. Že čez nekaj dni pa bo izšla tudi nova knjiga priljubljene slovenske psihoterapevtke in avtorice priročnikov dr. Veronike Podgoršek. Tale ima naslov Moje življenje, moja knjiga. Gre za nekakšen delovni zvezek, s katerim nas avtorica spodbuja, da se bolje spoznamo, ugotovimo, po kakšnih vzorcih živimo, kakšni vzorci nas vodijo, potem pa uvedemo spremembe, zaradi katerih bomo srečnejši in uspešnejši. Spomladi bo temeljito prenovo oziroma posodobitev doživela tudi Biblija ekološkega vrtnarjenja, ekološko vrtnarjenje za vsakogar, naše hišne avtorice Jerneje Jošar. Ugleden športni novinar in avtor podcasta Številke Slavko Jerič pa bo pripravil edinstven pregled športnega desetletja, v katerem bo doživeto in s podatki podkrepljeno predstavil športne junake in dogodke, ki so pomembno zaznamovali preteklih 10 let. Krona vsega bo čudovita monografija Svet v presežnikih, ki jo za jeseni pripravljata Karel in Marjeta Natek. V njej bodo sliko in besedo predstavljeni svetovni rekordi, ki so delo naravnih sil ali človeških rok, na primer gore, celine, oceani, reke, pa tudi mostovi, mesta in jeziki. Ostanimo pri monografijah oziroma velikih knjigah. V letu 2021 boste išli še 2. 100 najlepših gradov na svetu, med katerimi bosta tudi naša Blejski in Predjamski grad, in najlepši izleti za podaljšan konec tedna, ki nas bodo popeljali na 52 destinacij po Evropi. Vsaj v knjigi, če že ne bomo mogli tja zares. 30. obletnici osamosvojitve se bomo priročnikarji poklonili s serijo Zlata Slovenija. V tem sklopu bodo izšle knjige o slovenskih šegah in navadah, mitih in legendah, pregovorih in rekih, ljudskih pesmih in slovenski kuhinji. Njihovi avtorji so vrhunski strokovnjaki z omenjenih področji: Slavko Adamje, Marjeta Zorec, Dušica Konavar in Metka Pušenjak. Rada bi opozorila še na pomembno obletnico. Zbirka Esenca namreč praznuje 15 let, kolikor je minilo, odkar smo izdali prvo knjigo o njem, to je bila kratka zgodovina skoraj vsega Billa Brysona. Ta do danes ostaja najbolje prodajana knjiga iz te zbirke. Prodali smo jo v 15.000 izvodih, drugouvrščeno knjigo Hararija, Sapiens, pa v 12.000 izvodih. Sicer je v teh letih v tej zbirki izšlo 35 naslovov, v skupni nakladi 85.000 izvodov. Letos bomo v zbirko dodali knjigo o robotih in ljudeh, profesorice Sorbone Laurence de Villiers. Bill Bryson pa bo v naš letošnji program prispeval knjigo o človeškem telesu, v kateri nas bo popeljal po skupku 37 bilijonov celic, s katero želi popularizirati znanost in dokazati, da tisto, kar poznamo in razumemo, tudi bolj cenimo. In če govorimo o uspešnih tujih avtorjih, seveda ne moremo mimo Eli Radinger, ki je napisala Modrost volkov in Modrost starih psov. Prva se je prodala v skoraj 8.000, druga pa v dobrih 4.000 izvodih.
Avtorica, ki je v prejšnjih letih pri nas navdušila tudi v živo, v novi knjigi Darilo divjine razmišlja o tem, da nam narava lahko da to, kar resnično potrebujemo. Svobodo, umirjenost, pogum in hvaležnost. V njej pa opisuje tudi, kaj se lahko od divjine in v divjini naučimo. Zdi se, da je narava trenutno v središču zanimanja bralcev po vsem svetu, zato ne preseneča, da je vrhove knjižnih lestvic osvojila knjiga Evangelij o jeguljah švedskega avtorja Patrika Svenssona. Njegova meditacija o življenju in potovanju ene najbolj zagonetnih rib na svetu, rečni jegulji, in premislek o današnjem stanju človeštva je osvojila številne nagrade. New York Times jo je uvrstil med 100 najopaznejših knjig lanskega leta, Amazon jo je imenoval za najboljšo znanstveno knjigo in tako naprej. Evangelij o jeguljah namreč ni samo opis tega čudovitega bitja, ki ob koncu življenja preplava neverjetno razdaljo do morja, kjer odloži jajčeca in po drstenju pogine, ampak vseobsegajoče iskanje odgovorov na vprašanja o izvoru in usodi človeštva ter živalstva. Iz kategorije zdravje bi izpostavila pravkar izdano knjigo o lajšanju bolečine v kolenu, iz kategorije kahorija pa Vegi, Jamieja Oliverja in Sladke strasti brez slabe vesti, hrvaške avtorice Mihaele Brijak. Ta prinaša recepte za slastne slaščice brez glutena, brez peke, brez sladkorja, torej brez slabe vesti, vendar zelo veliko dobrega okusa. Pri vzgoji se bomo znova zgledovali po danskem modelu. Po zelo uspešni izdaji Vzgoje po dansko, ki je bila v prejšnjih letih nekajkrat ponatisnjena, bomo izdali še Igro po dansko iste avtorice Iben Sandal. To je priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi prosto, nestrukturirano igro. Tudi pri otroških in mladinskih knjigah bom izpostavila domači avtorici. Prva, Nika Kovač, ki se jo med drugim spominjamo po knjigi Pogumne punce, je knjigo Pisma tebi namenila odraščajočim dekletom in fantom, ki se spopadajo z najstniškimi težavami in dilemami. Recimo, ali imajo odrasli res zmeraj prav, ali so punce in fantje lahko prijatelji, morajo biti mulci vedno pridni in ubogljivi, so prijateljstva večna, kako pomembna so družabna omrežja. Prepričana sem, da bo Nikina knjiga nagovorila ne samo odraščajoče bralce, temveč tudi kakega odraslega. In verjamem, da bo tako tudi zbirko kolumen Ane Marije Lukovac, ki jih je objavljala v reviji Kozmopolitan. Svojim najboljšim besedilom, ki jih je v tej reviji objavljala več let, je dodala še nekaj novih, v njih pa preoprašuje ljubezen, sodobni življenjski slog in še marsikaj. To je seveda samo nekaj naslovov iz letošnje priročniške bere. Vesela bom, če se bomo med letom še večkrat slišali in podrobneje poklepetali o izbranih naslovih. Upam pa, da ste med njimi našli tudi pravega zase, takega, ki vas je nagovoril, motiviral, navdihnil, ganil, vam odgovoril na vprašanja, ki si jih zastavljate. Časi so čudni, olajšajmo in polepšajmo si jih s knjigo. Prav lep pozdrav iz Izobraževalnega založništva Mladinske knjige. Naš program zajema publikacije, tiskana gradiva, digitalna gradiva za učence in učitelje. Vse, kar potrebujejo učenci, pa tudi vso podporo, ki jo za učinkovit pouk potrebujejo učitelji. Bolj kot v teh časih korone se šolanje ne bi moglo spremeniti. To je bil neke vrste zgodovinski eksperiment v zgodovini šolanja po vsem svetu, ne samo v Sloveniji. Zato smo tudi na Mladinski knjigi pripravili vso digitalno podporo, da bi tako učencem kot tudi učiteljem olajšali delo. Pripravili smo kar 124 interaktivnih učbenikov in delovnih zvezkov. Vsi so dosegljivi na interaktivnem portalu iučbeniki.mk.si. Poleg tega pa že nekaj let pripravljamo gradiva na 2 portalih. Učimte.com za učitelje in na portalu za učence učimse.com. Ta portal učimse.com ima svojevrstno zgodbo. Najbolj ga boste prepoznali po papagaju Nandetu. Na portalu zazveni v glasu Mihe Šaleharja. Sicer pa je to portal, ki je bil v lanskem letu nagrajen z najvišjo nagrado Mednarodnega društva za didaktiko v digitalnem izobraževanju z nagrado Comenius. Podeljuje ga Nemško združenje za didaktiko.
To, da so prepoznali kakovost tega portala, potrjuje tudi kar 3 milijone rešenih nalog. Na ta portal je bil izjemno dober odziv tudi v teh koronskih časih in to je tudi portal, kjer dobijo nove interaktivne naloge vsa naša učna gradiva. Prav v letošnjem letu pripravljamo komplet Moj Nade 2 za 2. razred. Seveda pa pri snovanju učnih gradiv ne razmišljamo zgolj o učbenikih, ki jih sestavljamo po učnih načrtih, ampak veliko razmišljamo tudi o tem, na kakšen način poteka učenje in kako pomagati tako staršem, da učenje in šola postane neka dragocena izkušnja skupnega preživljanja časa. Prav zato bomo v tem letu izdali 3 zanimive priročnike. Prvi priročnik je nekoliko povezan s 150-letnico rojstva Marije Montessori. Naslov ima 65 dejavnosti po metodi Marije Montessori o spoznavanju vesolja, zemlje in osončja. V tem zanimivem priročniku na zelo slikovit način dobimo ideje o tem, kako z metodami in glede na razvojno stopnjo učencev in otrok spoznavati in vpeljati otroke v ta čarobni svet vesolja. Druga zanimiva knjiga je knjiga zelo dobro sprejetega srbskega nevrologa Ranka Rajovića. Poznamo ga po knjigi Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Tokratna knjiga je namenjena nekoliko mlajšim otrokom, predšolskim otrokom in ima naslov IQ otroka, skrb staršev. Naslov morda res zveni nekoliko poenostavljen, vendar knjiga zajema zelo dragocene nasvete o tem, kako pomembno je, da spodbujamo miselni razvoj otroka, ki ni zgolj posledica nekega genskega zapisa, ampak se v razvoj možganov usidra vse, karkoli počnemo z otrokom. In ne da bi vedeli, lahko s premišljeno igro asociacij, lahko otroku pomagamo razvijati ta njegov miselni svet argumentacije, asociacije, seriacije in vsega drugega. Na zelo pronicljiv način ta knjiga podaja drugačen pogled na posamezne razvojne stopnje predšolskega otroka in je eden od priročnikov, ki nas znova spodbuja k temu, da se vračamo izpred zaslona nazaj k igri. In še en pomemben priročnik, ki ga ne smemo zgrešiti in na katerega smo v slovenskem prostoru, po mojem mnenju, čakali predolgo. To je knjiga Kristjana Lešnika Muska z naslovom Pozitivna psihologija v vrtcih in v šolah. Pozitivna psihologija je veda, ki skuša ne samo zdraviti tisto, za kar ugotovimo, da morda v nekem razvoju ni šlo po najboljši poti. Ampak skušamo vzpostavljati okolje, v katerem je mogoče razvijati zdrave in dobre odnose. In šola je prostor, ki ga s seboj v življenje odnese vsak od nas. In nas seveda samosvoje tudi zaznamuje. Raziskave namreč trdijo, da učenci, ki so živeli oziroma ki so šolske izkušnje doživeli v okolju, ki je bilo bolj pozitivno, ustvarjalno, sproščeno, dosegajo boljše dosežke tudi na učnem področju. Prav zato je čas, da se začnemo spraševati o tem, kako pravzaprav šolsko okolje oblikovati na način, da bo to prijeten prostor tako za otroke, učitelje in starše. In dr. Kristjan Lešnik Musek, sedaj tudi predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, to podaja na izjemno zanimiv, strnjen in zgoščen način, tudi s pogledom v preteklost, tudi s primerjavami, svetovnimi primerjavami z drugimi šolskimi
okolji. Dragocena knjiga ne samo za učitelje, ampak v veliki meri tudi za starše, ki iščejo način, kako pravzaprav šolo vpeti v družinsko življenje na nek kakovosten, prijeten način. V izobraževalnem založništvu pa seveda ne moremo mimo kakovostnih revij, ki jih izdajamo. V lanskem letu smo praznovali 50-letnico Vesele šole, ki izhaja v okviru revije Pil. Praznovali smo pod pokroviteljstvom predsednika države. Letos praznujemo 75-letnico revije Cicibana in kar 30-letnico poljudno-znanstvene revije Geja. Predani smo branju in zavezani znanju. V letošnjem letu poseben pomen namenjamo izobraževanju o branju. Pripravili smo niz spletnih dogodkov, ki smo jih poimenovali Cici Akademija. Obstaja sicer veliko akademij, a le ena izhaja iz tradicije Cicibana in Cicidoja. Vabimo vse vzgojitelje in tudi starše, da pridobijo nova znanja, s katerimi bi se povečala zavest o tem, kako pomembno je branje in kako veliko lahko podarimo našim otrokom, če jih naučimo ceniti in ljubiti branje.